Na papirju nam lahko celotna strategija popolnoma štima, nam je točno jasno, kako se lahko lotimo spletnega marketinga in spletne prodaje naših programov, delavnic, tečajev, klasičnih ali pa online, pa vendar ne bo šlo. To pomeni, lahko pomeni, da pravzaprav se sploh ne bomo spravili prodajati, se mogoče ne bomo spravili pred kamero pa posneli tisti 2-minutni video, mogoče se ne bomo, ali bomo pa šli celo nekaj narediti, pa ne bomo imeli nobenih rezultatov. Skratka, to videvam, bom rekla, pri sebi, pri svojih strankah, skratka, ko gre za prodajo nas samih, ko prodajamo naše programe, pravzaprav prodajamo mi sami sebe, pride do nekih, bom rekla, nekih malih nezavednih blokadic. Zato sem dodala v program Prodaje, znanje, podaje. Gre za voden program, v katerem gremo v 12 tednih, od tega so 3 tedni pauze, gremo tudi skozi, oziroma podelim z vami tudi orodja, ki so bolj z energijskega vidika. Zdaj, na tem energijskem vidiku se spravimo, gremo v 3 vidike, in sicer en vidik je business mindset, pri čemer želim poudariti, da ne gre za business mindset v smislu, vzemamo pa delati, hustle and grind, ampak predvsem za to, da pokažem, kako lahko z nekimi drobnimi, drugačnimi orodji, drugačnimi pristopi pridemo do drugačnih rezultatov, oziroma rezultatov, ki so bolj pisani nam na kožo. Skratka, kako v bistvu mogoče nekako produkte oblikovati na drugačen način, kako videti, kako komunikacijo peljati na drugačen način, da je bolj usklajena z nami in podobno. Torej, en vidik business mindset. Drugi vidik je vidik identitete. Dostikrat rečem, ne moramo prodajati stvari, ki so na tem nivoju, če smo mi ostali tukaj. Skratka, ne gre za neke, ne vem, preprogramiranje ali pa karkoli, ampak gre predvsem za to, da z drobnimi orodji pridemo do tega, da se po domače rečeno naštelamo in uskladimo s tem, kar želimo početi in to, kar želimo postati. Ne pomeni, da se moramo kakorkoli na veliko spreminjati, da moramo spreminjati našo osebnost ali pa karkoli, gre predvsem za to, da se znamo uskladiti, pomiriti in delovati iz tega vidika. In pa tretji vidik, gre pa za vidik opolnomočanja. Drugi izraz bi lahko bil regulacija živčnega sistema. Namreč v praksi vidim, da včasih, oziroma pač veliko stvari v nas lahko sproži ta občutek boja in bega. Recimo primer, želite narediti objavo, pa vas je strah pritisniti gumb publish, ste mogoče že vse napisali ali pa karkoli, ali pa želite mail poslati, pa se ga ne upate ali pa karkoli. Skratka, podelim z vami različna drobna orodja.